da tudi enega ne vidim, da karkoli komentira o moji frizuri, ker o tem se ne bomo pogovarjali. In akcija! Pozdravljeni džunglovci, pozdravljeni nazaj na džunglnem kanalu. Moje ime je Ian, poznate me iz TikToka in danes bova spet govorila o drami, o slovenskih novicah, o slovenskih estradnikih. Vem, da o tem najraje poslušate, tako da usedite se dol, zagrabite čips, zagrabite sok in greja predebatirati, ker imamo spet 3 novice, ki jih enostavno ne smeš zamuditi in rabiš vse zvedeti o njih. Gremo! Predebatirala bova Jana Plestenjaka, to je današnja glavna tema. Že zelo dolgo se je spraševalo, kakšno je Janovo ljubezensko privat življenje. Druga stvar, ki bo predebatirala, je Ema, izbor Eme. Polfinala sta za nam, danes v soboto nas pa čaka veliko finale. Najboljša stvar vsega tega je, vsi se sprašujemo, kdo bo zmagal, kdo ima največ možnosti za zmago. To nam bo povedal kdo drug kot en edini najbolj znan slovenski vedeževalec, Blaž. A je dober, a ni dober, kdo mu je najbolj všeč, kdo bo zmagal, bo punca, bo fant, koliko bo stara, bo skupina. Jaz se že ful veselim, ker me ful zanima njegovo mnenje. In pa še za na konec bomo predebatirala zelo na kratko Kim Kardashian in Kanye West, še zmeri se ni končalo, še zmeri so javne obtožbe. Gremo kar začeti. Zelo dolgo časa se je pisalo, da je Jan samski, ampak se je pa tudi zelo dolgo časa ugibalo, da ima punco. No, zdaj vsi vemo, poznamo njen ime, poznamo njen priimek, vemo, kje študiramo, vemo, kje živi, vemo, kje se je rodila, vse vemo in vse to bomo zdaj povedal. Identiteta punce od Jana Plestenjaka je bila razkrita že lansko leto, ker jo je na storiju nehote razkril slavni, znani, slovenski, priznani slovenski fotograf, kako mu že ime? Tibor Golob. Ikona, legenda. Tibor Golob je objavil na story tole fotko. Eno leto kasneje je tudi Jan Plestenjak objavil to fotografijo in s tem potrdil vse govorice, da je punca, ki je bila takrat označena na Tiborjev story, dejansko ta prava. Govorimo o 24-letni Štajerki Lari Pernek, ki so jo ljudje že večkrat opazili v njegovi družbi, iz občine Starše, ali Starše, jaz v prvi spominjam, sem prvič v življenju slišal za to občino, iz naselja Rošnja. Večkrat pa so jo opazili tudi na slovenski obali, kjer pevec živi. Must be nice. Poroča pa se tudi, da naj bi bila Lara bodoča magistrica ekonomije. Se pravi, vse smo zvedeli o njej. Zdaj tukaj vprašanje, kaj menimo o tem, da 48-letnik, 49-letnik dejta, hodi, ljubi 24-letnico. Meni se zdi tako vse v redu, mogoče tudi etično, I guess, ok. Ampak, ko sem raziskoval novice, kaj pa meni ni bilo ok? Je bil pa ta stavek. Govori se, da naj bi bila Jan in Lara z občasnimi premori skupaj že več let. Ona je zdaj stara 24 let in da ti nekoga spoznaš, rabiš nek čas, ne? Se pravi, da sta se ona spoznala, da je on tudi mogoče nekaj časa opazoval. Če po teh novicah to traja že nekaj let, je on mogoče njo spoznal kaj, ko je bila stara 19. Se pravi, je 45-letnik, takrat je bil koliko star, 43-letnik videl 19-letnico, 20-letnico in si rekel, to je pa ta prava riba, to pa jaz zagrabil. No, to se pa meni zdi questionable. Me pa zanima, koliko časa nazaj se ona spoznala in koliko je bila ona takrat stara. Vse, kar bom rekel, bejba, get that bag, get that money, uživi v njegovem apartmaju dol v Portorožu, ki je, bejba, uživaj, kar kot ti drugi pravijo, zaljubljena, aha, a se jaz sploh upam obrniti? Oh god! Poležil sem si frizuro in sploh ne gre dol. Preden nadaljujem, je čas, da naslednjih 30 sekund posvetim našemu sponzorju tega videa. Pri A1 smo vam poskrbeli za 50% popust na njihov paket A1 Vibe. Se pravi, na njihov paket s kodo Džungla Vibe 22 dobiš 50% popust za celo leto. Dajte izkoristiti. Če malo zračunate, boste s to kodo privarčevali 95 € in pa 88 centov na celo leto. Kdo ne bi hotel prešparati keša? Uporabite to kodo, zdaj pa gremo nazaj na video. Jaz zelo redno spremljam Eurovizijo, big shocker, I don't think so. Moram pa priznati, da nisem gledal prvega in drugega predfinala, polfinala, zato ker me enostavno ni zanimalo. Zdaj tako, vsakič se govori, kdo bo zmagal, kdo je najboljši, tukaj je seveda milijon mnenj.
Jaz ne bi te Eme rad predebatiral sam, zato bi rad s temo predebatiral z enim in edinim vedeževalcem Blažom. Če ste za, gremo na Skype, dajmo ga poklicati, pa poglejmo, kaj misli in kaj je njegovo mnenje, kaj njegove karte pravijo. Živijo, Blaž, kaj dogaja, kako smo? Živijo, lepo zdrav iz Maribora, sončno vreme, super vreme, upam, da bo tudi napoved taka. S kakšnim vibam si se danes zbudil, če te smem tako vprašati? Pa moram povedati, zelo zmedeno. Šel sem na fitness, gužva taka, klical milijon. Glih razmišljam, da bi se kar upokojil, ker se mi več ne da prenašati ljudi. Se pravi, si finančno dovolj stabilen, da se lahko upokojiš? To si ti prvo pomislil. Ti nisi pomislil, a sem jaz mogoče zmatran, ker imam stres, ker imam napor. Ti si takoj na denar pomislil. Jaz sem pa z Gorenjske, tako da mislim, da je ta vprašanje čisto na mestu. Če pogledaš za nazaj, koliko si kaj prijatelj z Emo, koliko si kaj prijatelj z Evrovizijo na splošno? Včasih sem veliko gledal, zdaj se mi pa zdi, da vsako leto je slabše, da ne vem, kdaj je lahko še slabše. Včasih sem bil reden fan. Kdo bi rekel, da je bila zadnja točka, ki si se jo sploh zapomnil, oziroma ki bi bila vredna opombe tvoje? Absolutno Maja Kevc. Sva na istem. A so na istem, pol sem razumela. Zdaj, ker jaz nisem gledal ne prvega in ne drugega izbora. Jaz tudi ne priznam. Ampak, a veš, zakaj je to dobro? Mogoče, ker sva nepristranska, lahko karte točno povejo, v katero smer bo šlo. Dajva majčkeno pogledati, kakšen bo vibe danes v soboto na RTV-ju. Gledam v zlati tarot, najmočnejši tarot. Imamo desetico čaš, to pomeni pozitivna frekvenca, začudeno. Ponavadi je sam neka mešaj štrene, delajo bedarije. Moram povedati, da to leto ne bo nekih slabih stvari, bo pozitivno, proslava, slavje, po dolgem času nekaj lepega, pozitivnega. Ne morem verjeti. Dajva pogledati, ali kaže bolj v moški spol izvajalca ali kaže bolj v ženski spol izvajalca. Ki bo zmagal, seveda. Ok. Ta karta predstavlja človeka obojega spola, ki je živahen, zagovornik svobode in ima dobre namene. Torej, nekdo mlad bo absolutno zmagal, se so tako sami mladi. Element je zrak, dvojčka, kar pomeni, da bi lahko bil tudi kak par, torej dva ali več. Najbolj kaže na par. Blažova predikcija je mlad zmagovalec oziroma zmagovalka, po veliki možnosti par, ki je že prej nastopal na tem odru. Super. Seveda, vsi vemo, da nam karte imena in priimka ne morejo povedati. Tako da jaz sem zelo zadovoljen s tvojim odgovorom. Še eno stvar bi te prosto pogledaš v karte. Ali nam kaže na tej Emi, oziroma bi jaz pokril kar Evrovizijo, kakšen dogodek, ki nas bo presenetil? A bo kakšno veliko presenečenje, lahko pozitivno, negativno, a bo kdo onak prlet pred kamero, ali bo, ne vem, spet kakšen luster padel na voditelja, dajva to pogledati. Je pa res, da vsako leto navijam za Švedsko. Okay. Zato, ker so najboljši meni. Ja. To pa bi rekel, da je eden izmed tvojih najljubših, eden boljših zmagovalcev. Loren, Euforija, Francvet. Zasluženo. Ja. Tukaj imamo kralja mečev. Nakazuje to, da vse bom letos malo bolj strogo, da bo zmagala neka intelektualna pesem, neka logična intelektualna pesem. Mislim, da lahko danes zdaj veliko bolj pričakujem Emo, da vidim, če sva kaj zadela. No, me pa še nekaj zanima. Zdaj ti si kot zadnje čase zelo velik boom, ne? Na vsej steni, na TikToku, na socialnih omrežjih, po časopisih, ne? A bi rekel, da si v zadnjem letu postal bolj znan kot Teodora? Teodora Hu. Hvala lepa. Ja, hvala lepa, da si se nam pridružil, pa se mogoče slišva takrat, ko bo čas Evrovizije, pa takrat malo predebatirava, kdo bo takrat zmagal. Jaz upam, da zmaga pravi, najboljša pesem, da bo tudi kaj naredila, ne samo na Emi, pa po Sloveniji, ampak tudi na Eurosongu, da upajmo na najboljše. Hvala za intervju. Adijo, čau. Čau. Ja. In še za na koncu imamo še zadnjo novico, to je pa iz estradnikov iz tujine. Zdaj ne vem, koliko vas kaj tujina zanima, ampak lahko se dotaknemo. Zdaj, v pravici povedam, jaz Kardashianovih ne spremljam, ker enostavno imam občutek, da sem jih osebno prerasel,
ampak se v zadnjih dneh o tem res veliko govori. Vsi vemo, da sta lansko leto, da je Kim Kardashian zaprosila za ločitev od njenega partnerja, reperja Kanyeta Westa. Vsi tudi vemo, da se že zelo, zelo dolgo časa govori in sprašuje o mentalnem zdravju reperja in vse te govorice nekako tudi potrdijo njegova dejanja. Lahko smo videli članke, da je Kanye West obtožil Kim Kardashian, da je ugrabila njegovo hčer Chicago, da je najela morilca, da ga ubije in tako naprej. To se sploh ne neha. Zdaj pa ti predstavljaj, da si ti v njeni koži in da ti tvoj bivši partner, tvoj bivši mož, da javno na Instagramu razkriva vajina sporočila, SMS-e. Po moje, če bi se to dogajalo enemu vsakdanjemu človeku, bi mi na vso to situacijo veliko drugače gledali. Tako pa pustimo, da ima pevec Kanye West vsak dan milijon mental breakdownov in nihče ne še naredi. Vse skupaj je en public stunt, ki mene sploh ne zanima in tudi nočem več o tem govoriti. Te objave se sploh ne nehajo, nadaljujejo, vsak dan nova, vsak dan novi screenshoti, vsak dan novi deljeni pogovori in bomo videli, koliko daleč bo šlo. Me res zanima, koliko daleč bo to še šlo. Njegov otroci pa verjetno trpijo, ne? Verjetno ni fajn. Tako da, jaz bi to kar zaključil, ker se mi ne zdi nič posebnega. To je to. Pa smo posneli še eno rubriko Dolgi jezik z mano, pika. Wow, danes smo imeli posebnega gosta, govorili smo o Janu Plestenjaku in zelo na kratko tudi o Kim Kardashian. Jaz mislim, da je bila to ena izmed boljših epizod. Če vam je bil tale video všeč, ga ne pozabite lajkati, ne se pozabite subscribati na Džunglin kanal in pa dajte v komentar prelep en tale fire emoji. S tem mi boste povedali, da je tale rubrika v redu in da gremo naprej, gremo še več drame, še več mojih mnenj. Zdaj se ti bo tukaj na levi pokazal video, ki si ga mogoče zamudil, tukaj na desni si ti bo pokazal video, ki ti ga mi predlagamo. Lepo se majte in se vidimo drug teden. Ajde, čau, čau.